lahko ministri dobesedno bežijo stran od subjektov, za katere so odgovorni, in to ta teden ne samo ena ministrica, ne? In ko se plačujejo visoki aneksi za drage projekte, ne? Da se lepo zamoti ljudi s tem, v kakšni obleki bo Tina Gaber prišla in katere nutrije bodo držali vlečko. Ne dvomim, da bo v ne tako zanemarljivem delu medijskega prostora se bosta cedila med in mleko, ne? Da ne uporabim še besede, da bo poročanje sluzasto. To je tedenski safari, podcast za leve in desne, pa za leve in besne. Pa tudi za vse Dončiće, Robije in Poklukarje, za trezne in zadete, za kmete in tudi za vse avtoprevoznike, za katere smo v aktualnih zastojih, kar nekoliko prekratki zadnje čase, ampak ne skrbite, tudi tokratna epizoda ne bo nič daljša. Kaj ne? Peter, se nam je pa sinoči vleklo, ko smo gledali prvo tekmo košarkarske reprezentance na Evropskem prvenstvu. Poslušali smo tik pred prvenstvom, da grejo tja kot lačni psi, motivirani, da bodo najbolj borbena ekipa na turnirju, najbolje fizično pripravljena ekipa, da so si tudi po hudi zaušnici klofuti v Beogradu na zadnji prijateljski tekmi pred prvenstvom res iskreno povedali vse, kar ne štima, da bo zato na Poljskem vse drugače in bolje, no pa ni, ne. Ja, v članku na portalu Zanima.me, ki si ga poslal nekako košarkarjem pred Eurobasketom na pot, si nekako napisal, da kar bo pod drugim mestom v skupini, torej za Francijo in ne za Poljsko, za katero smo izgubili včeraj, ne, bo soliden rezultat, vse ostalo pa ne ravno. Ja, in tudi kriterij odstopa oziroma zamenjave selektorja. Glej, ekipa, ki za moje pojme, in mislim, da vsak poznavalec košarke se bo strinjal, še vedno drugorazredna Poljska nasuje več kot 100 točk v 40 minutah, ni nič od tega. Niti ni borbena, niti ni motivirana, ne posebej dobro fizično pripravljena, še bolj me pa skrbi odsotnost neke analize. Selektor Sekulić je prišel relativno dobre volje pred mikrofone, rekel, da je tekma bila zanimiva in dodal, da igralcem nima česa očitati, ker da sploh niso odigrali slabo v obrambi. Zdaj, jaz očitno ne razumem ničesar. Zdaj, ko kdo reče, da je neka hrana recimo zanimiva, ne, to ponavadi pomeni, ne, da na nek uljuden način skušaš povedati, da ti je bilo nekaj za nič. Ja, res je. In najbolj slikovito je to dogajanje sinoči na tekmi od vseh pokomentiral legendarni košarkar Peter Vilfan, kar citiram: "Še enkrat si bom pogledal tekmo in posebej pozoren bom na slovensko klop, ali je selektor Sekulić bil na tej tekmi ali ne, ker kar je povedal namreč nima nobene zveze z realnostjo." Pravi Vilfan, selektorju očita popolno taktično improvizacijo, v kateri je bil Luka sam za vse, poraz ocenjuje kot katastrofo, igro v tretji četrtini, ko so nam Poljaki nasuli največ košov, pa kot nad katastrofo celo. Ja, ne, zdaj, samo Luka ni zadost, ne, za uspeh. Ja, ta njegova sicer videli, zelo ne. dobra individualna predstava, 34 točkami nama je v bolj slabo tolažbo in že jutri igramo z bistveno močnejšimi Francozi in te tekme se, glede na formo naših fantov, kar iskreno rečeno malo bojim, no. Ja, kot bi lahko rekel, da se pa nekoliko bojimo glede na formo medijskega poročanja v Sloveniji, ne, pred prihajajočo, lahko rečemo, poroko leta, kot se omenja, ne, oziroma kot način distrakcije volivcev od aktualnega dogajanja, ne. Namreč, kakšen teden nas še loči 6. september, do trenutka, ko naj bi si usodni dahnila Tina Gaber in Robert Golob, ne. Zoran Janković, ki ju bo poročil, ne, kar je sicer sprva celo nekako skrival in se izmotaval, potem pa vendarle priznal, ne, pravi, da imajo njegove poroke 50-letno garancijo, ne. Zdaj, jaz se bojim, da bo treba tukaj uveljavljati kakšno reklamacijo, ne. Da dava še par dejstev, prizorišče poroke Strunjan,
na vrtu Vile Tartini gre res drugače za izjemen objekt in za izjemen razgled na ta Piranski zaliv. Ja, temu primerna tudi cena. Ne? Tako je, zanimivost je, da je v državni lasti, trži to vilo javni zavod Brdo, ki sodi pod generalni sekretariat vlade. Že to mi glede na težave premierja s KPK-jem zbuja rahlo nelagodne občutke. Stroški najema poročnega prostora so vsaj zaenkrat bili medijsko ocenjeni na okoli 12,000 evrov, stroški pogostitve bilo je preračunano na 100 ljudi na 18,000. Torej, Peter, 30,000 evrov pa govoriva brez osvetlitve, brez kakšne dekoracije, ki jo bo gospa Gaber zagotovo si želela, in brez glasbe, kar je tudi nek minimum na poroki, ne? Tako da lahko samo ugibava, kje je zgornji limit. Mislim, zdaj, jaz tukaj bi šel sicer malo v drugo smer. Ne? Meni se zdi, če se poroči premier, no, se mi ne zdi, da bi zdaj mogel biti v neki zakotni vaški gostilni. Se mi zdi povsem primerno, da morda uporabi tudi protokolarni objekt, seveda pa pač po primernih oziroma po pač tržnih cenah, kot bi recimo ti in jaz ga prav tako lahko najela, če bi pač si želela tako visoko ali pa zmogla tako visoko stegniti. To lahko glede na afero Karigador res samo upava, da tokrat bo tako, da bo račun izdan korektno in korektno plačan po, kot praviš, normalnih pogojih. Zanimivost pa, kdo so seveda svatje. Zaenkrat vemo za dva iz vladnih oziroma konkretno ministerskih vrst. Eden je minister za zamejce, Matej Arčon, drugi je finančni minister, oba sta tudi podpredsednika vlade, torej Klemen Boštjančič. Zdi se mi, da že te do zdaj vsaj relativno skope informacije glede poroke so vendarle precej povedne glede nekaterih ključnih odnosov, v katere vstopa predsednik vlade s tem svojim najožjim ali pa notranjim krogom, če mu rečeva. Ne, da bi kaj posebej novega izvedeli, bolj se uradno potrjuje to, kar vemo do zdaj neuradno. Z Zoranom Jankovićem torej gotovo niso samo neke poslovne povezave, kapitalske, če hočeš, ali pa neka skupna politična preteklost iz Pozitivne Slovenije. Očitno gre tudi za zelo tesen osebni odnos in za neko, jaz bi rekel, večplastno lojalnost v tem odnosu. Ne? Ja, se to znano že kar dolgo, ne? Mislim, da to ni neka huda novica, ja, na tej točki. Ne? Bolj jo skušata v dnevni politiki oba prikrivati, ne, kadar gre za različna odprta vprašanja. Zdaj, glede Mateja Arčona, to kaže, da številne funkcije, ki jih je prevzel in znotraj stranke, nekatere bolj trajno, druge začasno, pa tudi znotraj vlade, ne, niso naključje. Po mojih informacijah gre morda celo za najbolj intimnega zaupnika predsednika vlade znotraj vladnih vrst. Tisto, kar mi je pa še najbolj zanimivo, ne, mi je pa Klemen Boštjančič. Zakaj? Zaradi tega, ker v dnevni politiki ustvarjata z Golobom vtis, kot da je Boštjančič kot finančni minister nekakšna rahlo opozicijska figura znotraj vladajoče Svobode, nekateri mu pravijo pragmatično desno krilo stranke in podobno. Ne. Zdaj, jasno je, ne, da recimo milijonov za Litijsko, ne, ali pa milijonov takrat za laptope, ker vemo, kakšna afera je bila tudi strani Računskega sodišča raziskana kasneje, ne bi prerasporejal brez osebne odobritve in vpletenosti Roberta Goloba. Ne. Na portalu zanima.me pa smo pred časom ekskluzivno poročali tudi o tem, da je ravno Boštjančič preko premierjeve svetovalke Pine Weisseisen, ki je blizu tudi Tini Gaber, vstopil tudi ta ožji prijateljski krog para Golob-Gaber. Tako da poroka marsikaj pojasnjuje v resnici. Ne. Marsikaj bo še v naslednjih dneh, ko se počasi razkrivajo te informacije in potem tudi, ko bodo recimo prihodnjo nedeljo kapljale prve fotografije. Ne dvomim, da bo v ne tako zanemarljivem delu medijskega prostora se bosta cedila med in mleko, ne, da ne uporabim še besede, da bo poročanje sluzasto, ker sem prepričan, da bo. Nedvomno, ne, in mislim, da je tudi to skrivanje pravzaprav informacij del tega procesa. Namreč, če bi takoj razkrili vse, se javnost ne bi toliko spraševala in toliko ugibala, kdo vse in kaj vse se bo zgodilo in koliko bo stalo in kdo vse bo tam in tako dalje. Ne? Tako da mislim, da je to pravzaprav izjemno dobro načrtovan medijski
PR takoj na začetku septembra, morda celo še kakšen teden prezgodaj, ne, bi morda celo ustrezalo z vidika rejtingov še kakšen teden počakati, pa vendar se mi zdi pripravljeno do vrhunca, da se lahko slovenska javnost, medtem ko se nam dogaja kaos na cestah, ko ministri dobesedno bežijo stran od subjektov, za katere so odgovorni, in to ta teden ne samo ena ministrica, ne? In ko se plačujejo visoki aneksi za drage projekte, ne? Da se lepo zamoti ljudi s tem, v kakšni obleki bo Tina Gaber prišla in katere nutrije bodo držali vlečko, če malo karikiram naš partnerski medij, ne? Zadnja plat, sicer satirično velja si v dneh, ko bo poročanje o poročnem spektaklu na vrhuncu postaviti eno zelo preprosto vprašanje, in sicer kaj vse bo šlo v začetku septembra mimo nas, med tem, ko bomo gledali te ekskluzivne posnetke in preštevali goste in glavno jed in predjed in ugibali o sladici. Podobno, ne, kot če se navežem na najino drugo temo, je šlo med 23. decembrom lani in 8. januarjem letos mimo nekaj drugega, in to je bila odmevna zaposlitev Damirja Črnčeca, ki je šel iz političnih vrst kot državni sekretar na obrambnem ministrstvu za svetovalca predsednika uprave na Slovenski državni holding. Ne? Ja, KPK je ta teden, ne, oziroma mislim, da že celo nekaj prej, ampak zdaj se pač nekoliko bolj v javnosti to razširilo, podala mnenje, ne, da sicer ni bilo s to zaposlitvijo nič narobe, da pa so nastala določena korupcijska tveganja, ki jih je treba rešiti. Ne. Pričemer je ena taka zelo zanimiva. Ne, je ravno ta termin razpisa, ne, v času božično-novoletnih praznikov, ko realno in popolnoma legitimno se Slovenci bolj ukvarjamo s kakšnimi pojedinami in mizo, kot pa z aktualno notranjo politiko. Ne. Druga, ki je zelo očitna, je pa, da je kljub temu, da je Damir Črnčec po delovnem mestu neposredno podrejen samo predsedniku uprave SDH Žigi Debeljaku osebno, sklenil pogodbo za nedoločen čas, ne, pri čemer na KPK menijo, da bi ravno zato moralo biti trajanje pogodbe vezano na mandat Žige Debeljaka. In potem so tu še pogoji, ki so bili očitno pisani za dotičnega kandidata, 10 let izkušenj, od tega 7 let v varnostnih, obveščevalnih oziroma obrambnih strukturah, kar ne bi bilo moglo biti bolj natančno, pri čemer od kandidata niso zahtevali specifičnih znanj z področja korporativne varnosti, ker jih pač Damir Črnčec v svojem CV-ju nima. Zdaj, morda v tej zadevi preseneča zelo žolčen odziv vlade, ali pa tudi ne tako, glede na težave, ki jih ima premier osebno z senatom KPK in tudi zamere glede preiskave Bobnar, preiskave Kerigador. Napisali so namreč, da se bodo na priporočila KPK sicer ustrezno odzvali, jaz tu dodajam, živi bili pa videli, ne? Da pa KPK v zadnjem času po njihovem mnenju, citiram, podaja priporočila, ki terjajo poseben razmislek glede meja njenih pristojnosti v odnosu do drugih organov, kar neizogibno zajema tudi vprašanje kompetenc senata KPK za podajo priporočil, ki presegajo zakon o integriteti. Neuradno sem izvedel, da je bilo mišljeno, torej, ne, da so tokrat na KPK-ju posegli v nek drug zakon, in to je zakon o gospodarskih družbah, za kar naj ne bi bili pristojni. Ker sicer zakon o integriteti za nekoga, ki je bil državni sekretar na ministrstvu za obrambo, predtem v kabinetu predsednika vlade, in ga je politika dobesedno nastavila tja, kjer je, ne, seveda ne velja. Ne. To se sliši zelo, ne, je pa res, da ima vlada tudi razloge, zakaj bi želela omajati ugled KPK-ja. Kot rečeno, zadeva Bobnar naj bi bila bolj ali manj zaključena, osnutek so poslali Golobu, spet se je Golob, s tem smo govorili prejšnji oddaji, izmikal, in zdaj čakamo končno poročilo, ne, če ga bo KPK zmogla izdati. Še vedno pregledujejo tudi zadevo Kerigador in še več nekih odprtih postopkov v primeru vlade. Ne. Mislim, v primeru Goloba je sicer te dva, ne, ampak širše v primeru vlade pa še kakšen, in to vsekakor v predvolilnem letu
nekako vladi ne diši, da bi vsaj, oziroma potem skušajo vsaj KPK nekako očrniti ali pa nekako zmanjšati ta vpliv tega. Namreč spomnimo, Golob je vendarle rekel, da bo odstopil, če ga KPK ugotovi. Tisto, kar se mi zdi na strani KPK je pomembno, pa je, da tudi sami, ko vodijo te postopke in izrekajo mnenja in poročila, pazijo na vtis, ki ga puščajo. Vemo, da se je zaradi osebnih okoliščin Robert Šumi že pri zadevi Bobnar izločil, ker je pač zaposlen bil na zadnje pred vodenjem KPK na policiji, in tu je pri primeru Črnčec v bistvu podoben problem, ki ga Robert Šumi ima, namreč na nek način vladi priporoča, naj sistemsko omeji prehajanje med različnimi sferami, torej uradništvom, politiko in gospodarstvom. Na drugi strani Roberta Šumija ves ta čas, ko je na vrhu KPK-ja, čaka zamrznjeno delo na generalni policijski upravi, tam je bil nazadnje višji svetovalec. Tudi sam je prešel iz uradništva, tudi te zamrznitve vemo, da so področje, ki ga dejansko odobri ali ne odobri politika, torej so mu ustregli, da ga je čaka ista služba, ko bo končal mandat. Torej je tudi sam iz te napol politične sfere prešel v preiskovanje integritete v vrstah politike in zdaj podobno očita drugim. No, to pa je moja zamera, recimo, do figure, ki jo imamo na vrhu KPK. Ja, in ne nazadnje tudi sorazmerno neučinkovito opravlja svoje delo. Sicer bi, recimo, samo premierjeva primera že zdavnaj morala biti raziskana, če smo že ravno pri tem. To je ena izmed stvari, ki se recimo bo začela dogajati v začetku septembra. Še več jih bo, recimo 1. septembra začnejo podpise zbirati tisti, ki želijo referendum glede asistiranega samomora, oziroma samousmrtitve. To je nek referendum, ki vladi ne ustreza, vendarle se bo pokazalo, kakšne vse problematične zadeve so zapisali v zakon in vsekakor jim bolj ustreza, da se vlada ukvarja oziroma ljudstvo ukvarja z vlečko Tine Gaber, kot pa s tem, da bi šlo na upravno enoto in oddalo podpis proti zakonu. Zanimivo mi je, da so se celo v zadnjih dneh intenzivno angažirali v društvu Srebrna nit na drugih področjih. Zdaj, oni so znani potem, da so avtorji tega zakona in še bolj radikalne verzije, ki potem ni bila sprejeta v začetku. Zdaj so pa postali kar naenkrat glavni zagovorniki oziroma tisti, ki opozarjajo na nevzdržne razmere v zdravstvu. In ko smo že pri zdravstvu, z zdravstvom so povezani pa tudi helikopteri, ker prav tako bi bilo fajn za vlado, da se pozornost javnosti umakne stran od dogajanja. V bistvu želiš na nek način reči, da ima notranji minister Poklukar celo smolo, ker je ta razpis za helikopteri Leonardo za nujno medicinsko pomoč malo prehitel poročno slavje. Ne, šalo na stran. Povedala sva že veliko o tej sagi s helikopterji v prvi epizodi po poletju. Na hitro izbrali so dražje, izbrali so v nasprotju z zahtevami medicinske stroke in v nasprotju s standardi EU-ja, če pogledamo malo sosednje države, ampak imala od minulega petka cel kup novih dejstev, v bistvu več, kot bi si jih človek mislil, da jih bo v enem tednu za pokomentirati. Prvo takšno je, da je v komisiji, ki je izbirala helikopterje, zdaj vemo, sodeloval samo en predstavnik Ministrstva za zdravje. Še ta je zaradi ločenega mnenja, ki je bilo seveda preslišano iz komisije, izstopil predčasno in kmalu zatem, v bistvu nedavno, 31. julija letos, pred slabim mesecem, tudi dal odpoved na Ministrstvu za zdravje, odšel. Druga takšna stvar pa je, in to je bilo neposredno po najinem snemanju minuli teden, da so si trije iz enote za helikoptersko nujno pomoč na Brniku premislili, čeprav je vprašanje, kaj so v resnici želeli sporočiti s tistim pismom, in želeli nekako v javnosti ustvariti vtis, da je nakup helikopterja Leonardo pomemben premik na bolje. Tule predlagam, da pogledamo, kako je šlo to spreminjanje čustev. Ugotovili smo, da so bile zahteve zdravstvene stroke v razpisu večinoma upoštevane in prejeli argumentirane odgovore glede tistih zahtev, ki jih ni bilo mogoče upoštevati, so po neformalnem četrtkovem sestanku v petek sporočili 3 zdravniki iz hitre nujne medicinske pomoči Brnik, Uroš Lampič, Luka Camlek in Iztok Tomazin, kljub temu, da so v preteklih tednih veliko ostreje komentirali nakup novih reševalnih helikopterjev. To je isto, kot da bi nam policijska postaja kupila policijsko marico in rekla, zdaj boste pa to reševali. Tukaj se je pokazala, bom kar zelo direkten,
pokazala nekompetentnost, nezainteresiranost ali pa politična nemoč Ministrstva za zdravje. Ja, ne, ta nemoč Ministrstva za zdravje. Ne, mislim, da tukaj se zelo jasno kaže, kako je iz recimo Bešič Loredana, ne, ki je bil podpredsednik vlade in naj bi imel neko strašno vpliv na zdravstveno politiko, na kateri mimo grede, ne, je Robert Golob govoril, da stoji in pade njegova vlada. Ne, potem je pa tega Bešič Loredana nasledila povsem benigna, lahko bi rekli neškodljiva, ne, Valentina Prevolnik Rupel, ki več kot očitno ima eno samo funkcijo in sicer zasedati mesto ministrice, zato da pač stol ni prazen. Pa da se za sekundo vrnem na poročno ceremonijo, ne, Bešič Loredan, ki ga omenjaš, je pretirano na neki točki zmotil matičarja Zorana Jankovića, ne, zato je tudi moral oditi. In se opravičiti pred kamerami in tako dalje. Tako. Zdaj, glej, na temo tega, ne, da isti človek čez noč tako diametralno spremeni mnenje in se še vedno šteje kot stroka, ki se je izrekla v nakupu helikopterjev, moj komentar, ne, da gre za očitno izkrivljanje realnosti, tudi za fabriciranje dokazov, ki so vladi v prid. To v bistvu gledamo ves čas od začetka mandata, od zgodb o fiktivnih računih v Romuniji do teh helikopterjev. Se mi pa zdi, da je primer za naš portal zanima.me ekskluzivno in zelo odmevno tudi pokomentiral zdravnik Frederiko Potočnik v enem pronicljivem komentarju z naslovom Zdravniki, ekonomisti, lovci, kmetje, ta vlada ne posluša nikogar, pa bom en zelo kratek del na hitro citiral. Po sestanku z nekaterimi zdravniki smo brali bombastične naslove, kako je stroka spremenila mnenje. Prosim, zdravniki so izjavili le, da bo z novimi helikopterji boljše kot prej, ne, kar glede na to, da imamo zdaj zastarele in nenamenske, ni ravno težko, ne. Torej, niso spremenili mnenja, še vedno kupujemo slabšo opremo, kot bi jo lahko, bo pa res boljše kot starimi oziroma brez njih, vladni buldožer gre lahko naprej in še. Sprašuje se, kako jih je Leonardo slabšo in dražjo ponudbo prepričal. Lahko le ugibamo, znano pa je, da je to podjetje vpleteno v številne afere, ker je stroka ostala profesionalna, so torej morali najti izjavo, neko prazno izjavo, ki so jo lahko uporabili sebi v prid. V bistvu temu ni nič za dodati. Ja, preden nadaljujem, jaz bi predlagal, da pogledamo še en izsek, ne, iz prav tako tega tedna od ministra in od policije, ki pravzaprav sestavlja te pogoje, ne, kjer so pravzaprav jih je posnetek, ki je prišel v javnost, postavil na laž, ampak pogledamo morda najprej dogajanje. Politika se v nakup helikopterjev ni vmešavala in bila popolnoma strokovna odločitev. Ne nazadnje v tem javnem naročilu ni bilo tudi pritožbe, torej revizije. Razpis je pripravljen zelo nevtralno, tako da lahko oba ponudnika ponudita helikopter. Navedbe, da preferiramo bilo katerega ponudnika, to ne drži. Če bi nas kdo vprašal, absolutno bi si mi želeli, glede na obstoječo floto, da dobimo samo 169. Sem jaz zaradi tega posnetka danes tudi odredil izredno notranjo revizijo tega postopka, torej javnega naročanja obeh dveh helikopterjev in verjamem, da bo to narejeno čim prej. Zdaj, kar mi je zabavno, ne, ali pa tragično, zdaj ne vem, kaj bi sploh kakšno besedo bi tle uporabil, ne. Se mi zdi, da ta zgodba prav kaže modus operandi te vlade, ne. Torej, korupcijsko, nestrokovno, predrago, kakorkoli, sporno, rinemo kot buldožer, ko nas opozarja stroka, ignoriramo, ko nas opozarjajo zdravniki, kdorkoli že, ignoriramo, ko opozarja javnost, ignoriramo, gremo dalje. Ne. Potem malo zvijamo roko stroki na poti. Ne? Tako, ne, malo zvijamo kakšno roko, ampak gremo kot buldožer dalje. Potem pa, ko pridejo v javnost neposredni posnetki, dokazi. Ne. Tukaj imamo prav istega človeka, ne, ki je enkrat rekel, kako je razpis odprt za vse in na drugem posnetku, kako pravzaprav si želijo, da bi dobili točno specifičnega ponudnika, točno specifičnega helikopterja. Ne? A veš, koliko je razlike med obema ministrovima izjavama, torej da politika ni posegla in da bo odredil revizijo en dan, 24 ur razlike. Ampak zdaj, kaj je s to revizijo? Ne? Razpis je zaključen, ponudnik je izbran,
ministrstvo more podpisati pogodbo, zdaj zato, da pa javnosti nekako vrže malo peska v oči, češ sej nekaj delamo, ne, pa so odredili zdaj to revizijo, ki je itak notranja, ki jo itak odredi minister, torej bolj ali manj lahko tudi minister odloči, kakšen naj bo rezultat te revizije. Vmes se vede direktorja policije Damjan Petrič ukvarja z notranje varnostnim postopkom, kjer ne bo preverjal, če je bilo kaj narobe v procesu izbire helikopterjev, ampak kako za vraga je zvočni posnetek prišel do nacionalne televizije in nekaj si govoril o že zaključenem izbirnem postopku, bolj specifično. MNZ mora v roku 48 dni po odločitvi o oddaji posla, in to je 25.9., čez nekaj tednov, podpisati pogodbo ali okvirni sporazum z Leonardom in na ta rok nima kakršnakoli revizija, pa tudi če bi bila zunanja in neodvisna, nikakršnega vpliva. Torej, kot si rekel, predstava za javnost, ne, in v ozadju rok, ki čaka, da se sklene torej takšen ali drugačen sporazum. Zdaj, ministra čaka menda še tretja interpelacija, kjer bo točka 1 in edina pač ta javni razpis. Jaz se sprašujem, kaj bo na tej interpelaciji, če bo sklicana, storil SD, glede na to, da so se zdaj zaštrikali, ne, verjetno niso računali na te posnetke in na tretjo interpelacijo in so 4 poslanci nastopili proti temu razpisu. Ne. Mislim pa, da bo odločitev o tem interpelacija še tretjič da ali ne, verjetno padla po sredi 3. septembra, torej čez nekaj dni, ko bo na pobudo NSI sklicana ta nujna seja Komisije za nadzor javnih financ, kjer bo pač zelo verjetni novi predsednik NSI-ja Jernej Vrtovec izprašal vpletene. Domnevam pa, da bojo odgovori v stilu revizija poteka, vam ne moramo v tem času pojasniti ničesar. Ali pa v stilu, ki smo jih že videli pri teh komisijah, odgovor je enak prejšnjemu, pa se ne spomnim. Ne? No, to je pa spet nas vrača v čase Zorana Jankovića, kakšnih 10 do 15 let nazaj. In če smo že pri helikopterjih, ne, v bistvu je glede na situacijo v državi pravzaprav dejstvo, da dobimo helikopterje nujno potrebno, kaj ti vsa ostala prometna infrastruktura je te dni bolj ali manj katastrofalna. Ne? In sicer to ni več samo en zastoj, to je praktično stoji celotna primorska avtocesta, celotna štajerska avtocesta, do 30-kilometrski zastoji pred mejnim prehodom Fernetiči, zaprta celotna Vipavska hitra cesta v eno smer, ne? In da ne govorimo o slovenskih konicah, Celovški in tako dalje. Ne? Skratka, korona je šla od Fernetičev do razdrtega, ne? Pa če smo bolj plastični, to je dejansko polovica poti iz smeri Ljubljane proti morju, torej že za navadnega voznika se nekje na polovici ustavi, govoriva o dnevnem problemu, ne? Torej o kolonah od 25 do 30 kilometrov in avtoprevozniki so imeli ta teden razumljivo dovolj, ne, in so sredi tedna zaradi gospodarske škode, ki nastaja zaradi zamud, napovedali popolno zaprtje, če ne bo takojšnje aktivacije politike. Predlagam, da pogledamo, kako so si izmenjali ljubkovalne tone, ne, pa kaj je potem nastalo iz tega. Praktično v enem letu država in Dars in železnica in vsa infrastruktura popravili. Tu nikjer v Evropi se ne hodi, da bi pol države zaprli, da jo bojo popravljali. Naredili smo 2 sanacije, in Štajerko in Primorko, usporedno delamo drugi tir in imamo zabasano Luko Koper. Skratka, nedopustno in moramo takoj jutri reševati. Danes bi mogli na razdrtem, na tem gramoznem parkirišču reševati z resornim ministrom, z predsednikom uprave Darsa. Jaz bom odstopil zaradi kaosa. A ga jaz povzročam. Dajte, prosim. Se jaz ne udeležim, ampak sklicujem sestanek in to v pisarni in ne na makadamskem parkirišču, tako da meni osebno je bilo, iskreno povem, to njihovo dejanje včeraj zelo nekorektno. Mislim, ta izjava ministrice Alenke Bratušek, ne, to se mi zdi pa tisti vrhunec, ne, ali pa spet bolj kot se bližamo volitvam, večjo aroganco lahko spremljamo pri vladajočih, ne, tako Alenka Bratušek kot Andrej Ribič, ne, se sprenevedata, ne, kdo pa je, se jaz sprašujem, v tej državi odgovoren za urejanje prometa? Kdo
načrtuje, kdo gleda, kako bodo neke obnove vplivale na pretočnost, na varnost. Ne? Gre za in pretočnost in za varnost. Ne? Že v Slovenskih Konjicah mislim, da imamo že 8-9 mrtvih na tistem zaprtem delu avtoceste oziroma pred ali med zaporo, ne? Kjer se dnevno baše, kjer so zastoji praktično stalnica, ne? In istočasno se zdaj zapira še Vipavska hitra cesta, pri čemer spet, ne, tukaj govorimo o obnovi viadukta Rebrnice, ne, za katerega je bilo že ob izgradnji jasno, da je zgrajen na povsem neprimernem terenu, da je bistveno primernejši teren po drugi strani te doline. Ampak seveda, ne, pač so ga šli graditi tam, kjer so ga in zdaj ga je treba zaradi tega prej prenavljati, kot bi ga sicer bilo treba. In jaz se sprašujem, kdo je recimo v tej državi odgovoren za take stvari. Ne? Tukaj bi mogli pač pogledati, kdo je takrat sprejel te odločitve, da so na napačnem mestu zgradili te viadukte, kdo je tam prodal zemljo, ne? Ker sem predvsem prepričan, da je to povezano s takimi zadevami, ker običajno, če avtocesta v Sloveniji na mestu, ki je manj optimalno ali pa nesmiselno, je to običajno povezano s tem, da je nekdo imel tam nič vredno zemljo, nek gost v nekem bregu, ki ga je potem Dars zelo drago odkupil, ker Dars pač vedno drago odkupuje, kadar kupuje zemljo, ker pač enostavno more kupiti zemljo za avtocesto in je po svoje fair, da tam, kjer pač ti človeka razlastiš, da boš zgradil avtocesto, mu ponudiš pošteno ceno. Je pa res, da se pogosto to zlorablja in se neko nič vredno zemljo potem Darsu prodaja zelo drago. In to, kako se Andrej Ribič izgovarja, češ, kaj imam jaz s kaosom, ja, Ravno ti imaš največ s tem kaosom, ker je Dars tisti, ki določa, kdaj se bo katere dela izvajalo, na kakšen način se jih bo torej urejalo promet, kako ta dela potekajo in kako intenzivno bodo ta dela potekala. V Sloveniji se mi zdi, da se blazno vlečejo vsi gradbeni projekti, ne, ki bi jih lahko morda v nekaj mesecih končali, pa se vlečejo celo več let. Ne. In vsaj, ko sva pri Andreju Ribiču, je to spet notranji krog Roberta Goroba, pa bi si upal podobno reči tudi za ministrico Bratuškovo, glede na vpliv, ki ga ima v tej vladi Zoran Janković in njene povezave iz preteklosti z njim. Zdaj tako, da se še na kratko pri obeh izjavah ustavim. Izjave gospoda Ribiča v bistvu niti ne bi same po sebi komentiral, ker je posnetek povedal o odlepljenosti od realnosti popolnoma vse. Morda bi ga spomnil gospoda Ribiča samo na dejstvo, da so v nekih drugih, pa bom rekel, lepših in bolj normalnih časih, ko je v predoru Šentvid bolj po naključju kot ne odpadel del ometa, ne, odstopali tudi prometni ministri zaradi nečesa, čemur se reče objektivna odgovornost in kar verjamem, da ne gospod Ribič, ne Alenka Bratušek niti koncepta objektivne odgovornosti ne razumeta. Ne? Aroganca Alenke Bratušek, da ji je bolj kot rešitev problema na terenu pomembno to, kdo sklicuje in kdo se udeležuje sestanka in da je to v klimatizirani pisarni raje kot kje drugje, halo, moj prvi pomislek je, če kaj ne bi škodilo tem figuram, tem likom, kot sta Ribič in Bratuškova, je to, da se s čeladico odpravijo med ljudi, ne? In da tam rešujejo njihove probleme. Ker politika ni za to, da v salonih sklicuje neke sestanke z vrha navzdol kot partija včasih, ampak je za to, da je državljanom servis in gospodarstvu servis. In tega očitno nihče ne razume. Drugo, dejstvo je, po mojem mnenju, na koncu so se odvrteli še sestanki na prefekturi v Trstu, ne, in je padel nek dogovor, da bojo Italijani tudi razbremenili Fernetiče z dodatnim pasom, menda rabijo 2 do 3 tedne za to. Če ne bi bilo grožnje z blokado avtoceste, sem prepričan, da ne bi nihče te naše politike in paradržave nagnal do Trsta, da se končno zmenijo nekaj, kar bi se mogli sami zmeniti pol leta preden so začeli z obnovo. Ne? Ko so oni začeli z obnovo, bi enostavno mogli narediti študijo, koliko prometa gre kje, kaj bo ta promet se preusmeril in kaj se bo s tem prometom zgodilo. Ne? Sej Andrej Ribič je lepo povedal, ni problem samo mejni prehod Fernetiči, problem je tudi potem uvoz na avtocesto pri Tržiču, ne, oziroma Monfalconeju, ne, kot se po italijansko temu kraju reče, kjer spet je težava, da je premalo tistih cestninskih postaj, ne, da bi vse te tovornjake pocestnili in enostavno take stvari se je treba dogovoriti prej, zato da lahko Italijani potem že mesece prej asfaltirajo te dodatne pasove, če jih je že potrebno narediti. Ne pa, da se potem, ko se vse zabaše in nastane 30-kilometrska kolona, začnemo spraševati, joj, kaj pa lahko sedaj naredimo, pravzaprav ne moremo nič kaj dosti. Še nekaj ti bom rekel, gledamo v praksi te dni na slovenski avtocesti, še posebej na 2 krakih, se pravi Štajerki in Primorki, kolateralne žrtve predvolilne kampanje te koalicije oziroma konkretno Gibanja Svobode. Ministrica, sem bil pozoren včeraj na zadnjem soočenju,
da je 3-krat izgovorila, kako so v tem mandatu v infrastrukturo vložili rekordnih 7 milijard evrov, kot še nikoli do zdaj, ne? In da bo drugi tir, čeprav to ni bila tema pogovora v oddaji, ne končan, kakšno naključje marca 2026, ko so volitve. Ne bo sploh, v resnici bo drugi tir končan septembra, oziroma niti to zelo verjetno ne bo, ker septembra bi mogel biti končan po rokih, ki so postavljeni danes, ki jih pa že zamujajo, ker pač predhodne faze še vedno zamujajo. Torej, faze gradnje, mislim, da gre za 3. fazo gradnje, se še ni začela, ker druga zamuja in ta 3. faza gradnje naj bi se končala konec septembra prihodnje leto, ampak za predvolilne potrebe so pa rekli, da bodo marca že spustili. Prevozno bo, Prevozno, zato da lahko se, čeprav še ne bo signalizacije, da se bo verjetno lahko kakšen vlak za potrebe PR-ja tik pred volitvami spustil po tej progi. Zdaj, ob tisti izjavi Alenke Bratušek, kako rekordno količino denarja namenjajo za investicije, se pa jaz samo primem za žepe, kajti te rekordne količine denarja se pravzaprav nanašajo na to, da so pravzaprav vse stvari, ki jih delajo, blazno drage in da se vse stvari precej držijo. Spet smo videli že v prejšnji epizodi omenjen aneks na Karavankah. Aneks je bil tudi na drugem tiru, in da ne govorimo o tem, da je menda pa gradnja 3. razvojne osi pa najdražja avtocesta na kilometr daleč naokrog. Seveda ni bilo nič rečenega javno o tem, kar navajaš, niti o tem, da vse naenkrat, kot jim očitajo avtoprevozniki, delajo v zadnjem predvolilnem letu mandata, in da prej 3 leta in pol za nič od tega ni bilo časa. Meni se to zdi politika oziroma politikanstvo najslabše vrste v resnici. Ja, in ko smo že pri stroki in upoštevanju oziroma ne upoštevanju stroke, imamo spet v obravnavi zakon, ki bi legaliziral tudi rekreativno, čeprav me je to tako ironično za osebno rabo. Ironična uporaba besede rekreacija. Ampak okej. Torej, rekreativno uporabo konoplje. Nekateri v gozd, drugi z žogo v rekreacijo, tretji pa z jointom. Zdaj, zdravniki so že povedali svoje, ampak kot je že folklora, mislim, se zdravnike pravzaprav ignorira v tej državi, še posebej strani aktualne vladajoče politike. Oglasili so se delodajalci, ki opozarjajo, da pač bo to poslabšalo pogoje, več delovnih nesreč, še posebej ob dejstvu. Pa bolniške, kjer smo že tako rekorderji. Še posebej ob dejstvu, da menda po tem zakonu se na THC sploh ne bi smelo testirati. Torej, jaz mislim, da se očitno nekateri poslanci v parlamentu bojijo, da bi kdo poslance morda testiral na THC. No, jaz bom rekel tako, zdaj, ko si odprl testiranja politikov, jaz sem prepričan, da bi se izbranci našega ljudstva morali večkrat v mandatu testirati tako na THC, kot na trde droge, kot tudi večkrat nenapovedano na alkohol. Glede na vse, kar v zadnjem letu, odkar sodelujeva, prihaja do naju neuradno, bi bilo morda pošteno izvedeti, kdo ima s tem res morda občasni zdrs, kdo pa ima s tem kronične težave in bi bolj kot v parlament sodil v kakšno ustanovo. Bom rekel sem to, da menda je kronikov ni tako malo, takih in drugačnih kronikov. Glede tega zakona pa stroka jim ga je sesula, posebej so izpostavili skrb za mlade, ki so še v razvoju, vpliv na razvoj možganov konkretno, posledično duševno motnje, naštevajo šizofrenijo, anksioznost, depresijo in v končni fazi povečano tveganje za samomor, s čimer imamo v Sloveniji že tako pregovorno tradicionalno težave. Edina opcija, je rekla stroka, ali pa tista prva opcija je umik zakona v celoti, ker pa so strokovnjaki v Sloveniji vsega hudega že vajeni, so potem proti koncu te novinarske konference rekli še, da so vendarle pripravljeni, če že ustraja, s politiko iti, konkretno Svobodo in Levico, od člena do člena tega zakona. Najprej pogleda malo izjave, pa potem še kaj rečejo. Mislim, da so kar povedne. Če bomo tako delovali čez desetletja, bomo nekoč pred tem, da se bomo pogovarjali o kokainu, ki je naslednja potem droga, in bo konoplja pravzaprav tista tretja legalna droga, ki bo vstopila na tržišče, podobno kot sta vstopila tobak in alkohol. Njihova stališča delno razumemo, vendar bomo sprejemanje zakona nadaljevali, ker je bila takšna volja ljudstva in ker vse ankete kažejo, da skoraj četrtina prebivalcev konopljo že uporablja.
torej prohibicija ne deluje. Empiričnih dokazov, da naj bi bila konoplja bolj škodljiva kot alkohol ali pa tobak zdravju in nasploh varnosti, to so spet ene pavšalne ocene, ki izhajajo pač iz družbenih predsodkov. Bi si pa želeli, da nas, predvsem največja vladna stranka, ki je morda v preteklosti delovala zelo avtokratsko in manjših koalicijskih partneric ni poslušala, da vse pri kakšnem zakonu posluša ne samo Socialni demokrati, morda tudi stroko, ki je do tega zakona kritična. Mislim, zdaj, kar se tiče Nataše Sukič in tega, kako ni dokazal, da je bilo bolj škodljivo od alkohola in tobaka, mislim, družba se ukvarja desetletja s tem, kako bi pač alkohol in tobak, ki sta bila zgodovinsko pač nekako prinešena v prostor in jih je zato težko pač enostavno izkoreniniti ali pa kar odpraviti, nekako umaknjena ali pa vsaj zmanjšana zaradi negativnih posledic, oni bi pa lepo dodali pač še eno, pri čemer spet opozarjajo stroka, kot že rečeno, schizofrenija se več kot podvoji, možnost zastrupitev, možnost ni da ni negativnih pogojev. Si bil zelo jasen s tem alkoholom in tobakom. Imamo v državi zakone, pa pustimo, koliko so učinkoviti in smiselni ali pa zdravorazumski, kjer, ne vem, na bencinski črpalki ne skrivajo za vrati omare tobačne izdelke, po drugi strani po 9 nikjer ne moreš več kupiti alkohola, na drugi strani mirno uvajamo že tretjo, kot je rekla stroka, na nek način legalno drogo. Zdaj, tudi iz tujine pač prihajajo informacije, da je več prometnih nesreč, ko so ljudje pač pod vplivom THC-ja in vozijo, kar seveda se pač bo zgodilo, če bomo to legalizirali, še posebej, če niti testirati. Ne bomo smeli, da je posebej povečano število hospitalizacij med mladimi od 15 do 24 let, in pač tako dalje. Jaz mislim, da je ena stvar, tle je pač in pri že omenjeni eutanaziji oziroma asistiranjem samomoru, kakorkoli to zdaj formuliramo, in pri marihuani, torej, lažje je nekako sprejeti više davke, slabe razmere na cestah, kaos, arogantne politike, nestrokovne odločitve in porabljanje denarja, če je človek enostavno malo zadet. In da bi to lažje omogočili, legalizacijo konoplje, ko pa ne gre več drugače, pa pač, ko pa tudi to več ne pomaga, pa pač strup v žilo, pa smrt. Ja, jaz bi ob tem najne gledalce usmeril na portal Zanima.me, kjer je že izjemno branost dosegel komentar našega odgovornega urednika Roka Čakša, dal je naslov po Mlakarjevi pesmi Pravili so mu Robi Špinel, pa naj si še tam preberejo naše stališče o tem. Zdaj, glede samega zakonodajnega postopka še to, politika pravi, pripravljeni smo se še pogovarjati o kadilnicah v psihiatričnih ustanovah, dobro, da jim vsaj toliko še zdrava pamet nese, in glede testiranja zaposlenih na THC. Sicer pa Sara Žibrat zelo jasno pravi, da jim gre, večkrat je omenila ankete, gre preprosto za nabiranje glasov, čeprav pravijo stroko razumejo. Glede Janija Prednika in SD bi pa spet rekel, spet na zadnjih tacah, pa bomo videli, kaj bo na koncu z njihovimi glasovi, ali drugače, tudi Matjaž Han kot predsednik stranke bo moral pokazati v tej jeseni, da ga je kaj v hlačah za malo bolj spodoben volilni rezultat. Ja, kot bi si želeli kaj podobnega tudi od uradnikov na kmetijskem ministrstvu. Mislim, to je pa ta teden je sejem Agra, največji kmetijski sejem v Sloveniji. In mislim, to, kako je pa letos dogajanje okrog tega sejema, pa mislim, da že dolgo ni bilo. Najprej, čeprav je generalna pokroviteljica, ki bi ga potem bila dolžna oziroma se je pričakovalo, da bi ga otvorila predsednica republike Nataša Pirc Musar, potem, ko je dobila nekako klofuto za let s helikopterjem v Beltince, se je najprej odpovedala letu s helikopterjem v Gornjo Radgono, potem pa se je nasplošno odpovedala poti v Gornjo Radgono, ker enostavno očitno za gospo predsednica pač trenutno stanje na avtocestah
Počitnicah ni primerno, da bi obiskala Štajersko, pač sever Štajerske, ne? Kar veliko pove tudi siceršnjem stanju, o katerem smo že veliko govorili, ne? Ampak potem pa dodaten vrhunec, ne? Ministrica in ministrstvo za kmetijstvo, ne? Je dobesedno pobegnilo pred 15 do 20 rejci prašičev, ki opozarjajo. Oni pravijo, da jih je bilo med 100 in 200, da so bili zelo glasni in da so se izjemno neprimerno in glasno izražali. Jaz predlagam, da pogledamo malo te izjave, ne, ki so vsekakor vredne ogleda. Na oko miren shod kmečkih družin z otroki pa ni bil prav nič prijeten za predstavnike ministrstva na stojnici. Na splošno včerajšnja situacija s protestniki, ki so prišli na razstavni prostor Ministrstva za kmetijstvo, ni bila prijetna. Tam so bili sodelavci, imeli smo kuhare, imeli smo zaposlene, imeli smo študente, ki so se morali zaradi tega, ker so protestniki prišli na prostor, umakniti. Mi smo vedno radi prisotni med ljudmi. V včerajšnji situaciji smo pa ocenili, da je zaradi neprijetnosti tega tudi, ker je sodelavcem bilo neprijetno, da je primerno, da se iz situacije umaknemo. Mogoče nekoliko drugačen pristop. Velikokrat sem slišala kritiko novi obrazi, novi pristopi, velikokrat sem dajala izjavo, da ne želim, da politika prevzame kmetijstvo in to je bil eden izmed trenutkov, kjer so to poizkusili. Ma nemoj, ne? Mislim, nimam drugega za reči. Neprijetno je bilo revčkom iz kmetijskega ministrstva, je bilo neprijetno, ko so prišli do njih kmetje, za katere so oni odgovoren resor in so protestirali. Ne? Revčki, neprijetno jim je bilo, ko je prišlo 15 ljudi, nekih 10 staršev in 5 otrok, ne? Ali nekaj takega, ne? Torej kmetije, ki se ukvarjajo s prašičerejo in so povedali z transparenti, kar jim gre. Ne? Povsem mirno, jaz sem celo od nekoga druga, ki je bil na tem sejmu, ne? Je rekel, sej ne bi niti opazil, da je protest, če me ne bi nekdo opozoril. Ne? Tako nasilni in tako brutalni so bili ti protestniki, da so mogli enostavno predstavniki Ministrstva za kmetijstvo zbežati iz svoje stojnice, ker jim je bilo tako neprijetno. Ja, rekli so celo dramatično, da so zavzeli njihov razstavni prostor na sejmu. Še bolj od tega neprijetno me je pa nasmejala prva pisna izjava ministrstva po dogodku, pazi, da bi bila lahko resno ogrožena varnost njihovih zaposlenih in še več ostalih obiskovalcev sejma. Medtem so z Kmetijsko-gospodarske zbornice sporočili, da je šlo za miren izraz nezadovoljstva, da pa so protestniki kasneje bili ogorčeni na tem, da so jih napadli varnostniki in jim skušali odstraniti vse plakate in napise. Pokomentiral bi to tako. Srečanje, zelo plastičen prikaz srečanja vladajoče politike in običajnih ljudi v letu 2025, ki me spominja na eno knjigo, ki bi si jo pa morda ravno najbolj člani Golobove vlade lahko prebrali o političnem inženiringu, knjiga Boruta Pahorja, kjer med drugim razpreda o tem, kako so desetletja nazaj slovenski politiki načrtno navdušeni hodili med množico, kjerkoli so le lahko. Danes vidimo, kaj se zgodi, zbežijo pred ljudmi. Dialog, ne? Potem vedno rečejo, sej imamo javno razpravo o zakonih, vodimo dialog, ampak zanimivo je, kako si ga predstavljajo. Ne? Kot ta teden, recimo Alenka Bratušek, se ministri torej zaprejo v ohlajene pisarne s tistim krogom strokovnjakov, ne? Ki jim že v osnovi najbolj ustreza in potem temu rečejo strokovni dialog in če dialog kljub temu poči in pride do težav, kot na primer v primeru helikopterjev Leonardo, ne, potem prisilijo del stroke, da piše neke čudne lobistične PR izjave v imenu oziroma kot podaljšek politike. In to je to, kar je ostalo od dialoga z običajnimi ljudmi. Kakršenkoli resen dialog z ostalimi oziroma z običajnimi ljudmi, še posebej pa z deležniki, za katere so odgovorni, katerim grenijo življenje s svojimi ukrepi, pa je zanje seveda revčke boge neprijeten. Ne? Mislim, to mi je in da gre tukaj pri parih kmetih, ne, ki opozarjajo na težave, ki jih bodo imeli zaradi novega zakona, ne, da gre za politizacijo. Ne? Mislim, ravno to, kar dela Mateja Čalušić, je tipična politizacija, ne? Potem pa v slogu tistega roparja, ki se dere, primite tatu, ne? To zvrača zdaj na kmete in na Kmetijsko-gozdarsko zbornico. To je
z eno besedo perverzne. So pa ob tem sramežljivo dodali, da pa pravico do protesta spoštujejo. Zdaj, poglejva še, kako se vse zgode in nezgode, o katerih govoriva iz tedna v teden, zrcalijo v javnem mnenju. Na hitro skozi ankete, 2 sta bili objavljeni, odkar sva prejšnji petek nazadnje snemala. Pop TV Mediana in Valikon za Siol. Moja splošna opažanja med junijem in avgustom so naslednja. Obe največji stranki, torej SDS in Gibanje Svoboda, sta del štartnih pozicij iz maja, junija izgubili, ne veliko pa vendarle. Posledično bi rekel bolj na račun Gibanja Svobode se še debeli mehur neopredeljenih, mislim, da je tam okrog 30% že, kar mi kaže, kakšen hud spopad bo za neosvojene teritorije jeseni, ker je tega prostora, ki se ga da zasesti, očitno še vedno na pretek. In tretje opažanje, 2 stranki pa sta vendarle poletje očitno pametno izkoristili, vsaj po stolpcih sodeč. Socialni demokrati, sicer ob mojem rahlem začudenju, kako jim gre to skozi, pa vendarle odgovor je tudi precej logičen, so tradicionalna stranka in zdaj so spet na tistih odstotkih pred afero Litijska, pred afero Spirit. In po drugi strani očitno se je Novi Sloveniji izplačalo, da so dokaj zgodaj že v začetku junija napovedali, da jeseni menjajo predsednika, da bo to torej Jernej Vrtovec. Ja, ob tem bi jaz dodal še par stvari, torej za ta bazen neopredeljenih in tudi že nekatere opredeljene bo v naslednjih mesecih mesarsko klanje. Omeniva samo recimo zahtevo po razrešitvi predsednika Knovsa, Janeza Žaklja, in pritisk na NSI zaradi raziskovanja prek preiskovalnih komisij vladnih spornih projektov. Ja, poskus, da bi jih na točki, ko so bili res maja, junija na 2 ali 3 odstotkih popolnoma uničili z afero Dars, je zaenkrat propadel, zato s to zgodbo vztrajajo naprej in jo ne izpustijo. Ja, za tiste preostale pa se najavlja vedno več novih projektov. Poleg Vladimirja Prebiliča, ki naj bi oktobra dokončno ustanovil svojo stranko, za katero je ta teden zbral podpise, je zdaj nastala še nova stranka županov, kot se pogovorno reče, oziroma stranka Skupnost, ki je povezava večjih lokalnih neodvisnih, tako imenovanih neodvisnih list. Aktiviral se je pa tudi Teflonski Karel. O vsem tem in še marsičem drugem v notranji politiki pa v epizodi za naročnike in podpornike, tako da vsi tisti, ki to še niste, imate zdaj odlično priložnost, da se naročite. In seveda velika hvala vsem tistim, ki ste že, se beremo oziroma gledamo naprej na portalu zanima.me. V tokratni sobotni bonus epizodi greva v zakulisje zadnjih anket, šla bova stranko po stranko, pogledala, kaj se trenutno z njimi dogaja, kakšni so obeti za jesen in seveda za marec 2026, ko so pri nas volitve. Za konec te redne epizode pa rečeva še kakšno besedo, 2 o zunanjih premikih, torej o svetovni politiki. Prav veliko novega bi lahko rekla, vsaj na glavnih 2 frontah ni. Pa vendar, morda tudi preseneča, kako se je ruska stran po nekih prvih diplomatskih tonih med Trumpom in Putinom lotila nove ofenzive na Kijev. Videli smo napad z droni, napad z raketami, kar nekaj mrtvih v prestolnici. In zdaj, logično tudi zadnje informacije, da tega sestanka Zelenski-Putin očitno še kar nekaj časa ne bo. Čeprav je bil 15. avgusta napovedan še za ta mesec, pa nekako se ta mesec izteka, srečanja pa ni. Putin je več kot očitno zgolj izkoristil Trumpovo željo po končanju vojne, zato da je potegnil še za nekaj tednov morebitne ameriške sankcije, o katerih Trump znova spet bolj nekako glasno govori, čeprav jih zaenkrat še ni na vidiku. Se pa analitiki že, recimo ta teden se je oglasil nekdanji direktor CIA, David Petraeus, ki pravi, da je povsem nesmiselno, da bi ugodili Putinovim zahtevam, ki so nesprejemljive tako za Ukrajino, kot za Evropo, kot za ZDA, in da je pravzaprav že povsem jasno, da Putinu ta trenutek do konca vojne ni in tudi do srečanja Putin-Zelenski zelo verjetno ne bo prišlo, oziroma ga zamikajo z izgovori, da je treba najprej pripraviti srečanja na nižjih ravneh in tako dalje. Trump na drugi strani pa
morda pozitivno z tega vidika, ne, opozarja, da tudi brez napadalne igre vojne ni mogoče zmagati ob vrhunski obrambi, ne, morda se lahko od Trumpa kaj nauči tudi slovenska košarkarska reprezentanca. Je pa še ena zanimiv razplet, ne, in sicer ob vse večjem pritisku tako Ukrajine kot Rusije, ne, tudi Ukrajina pritiska na rusko energetsko infrastrukturo, trepetajo nekatere evropske države, predvsem Madžarska in Slovaška, ki sta še vedno precej odvisni od ruskega plina, ki zdaj bistveno manj teče skozi Ukrajino, tudi potem posledično na Slovaško in Madžarsko, ki zdaj grozita z nekimi protiukrepi, ne. Je pa morda vsaj to prednost, ne, da lahko rečemo, da se Evropa nekako kaže, da približno poenotlja oziroma postaja bolj enotna. No. Tudi na Bližnjem vzhodu nič ne kaže, da bi bilo Izraelu pretirano do konca, do zaključka operacije v Gazi. Morda zanimivost, o kateri smo se razpisali tudi na zanima.me, je nedavni nagovor italijanske predsednice vlade, ne, Giorgia Meloni, kot tudi neko sporočilo slovenski desnici. Zelo jasna je bila na eni strani tako v obsodbi terorizma Hamasa in taktike živega ščita, kjer ne izbirajo ne bolnišnic, ne šol, ne ničesar. Po drugi strani je tudi izjemno jasno dala vedeti, da je to, kar počne Izrael, popolnoma nesorazmerno glede na... Ne. Da je presegel to mejo silobrana, ne, ki je pričakovana in logična glede na teroristični napad. Se pa pravzaprav zdaj dogaja trenutno ravno ofenziva še na mesto Gaza. Zdaj za gledalce nekako Izrael je sicer obrobje Gaze v celoti zasedel, je pa dele same enklave pustil pri miru, delno zato, ker gre za zelo zahtevno in urbano, zelo gosto poseljeno bojevanje in tudi zato, da ne bi ogrozili življenj talcev, ne, kot pravijo v izraelski vojski. Očitno so ugotovili, da pač pogajanja z njihove strani oziroma zanje ne gredo v pravo smer in da pač želijo dokončno iztrebiti Hamas, če jim to sploh lahko uspe, v točki, da pač enostavno vstopijo tudi v mesto Gaza in s tem pravzaprav riskirajo življenja še preostalih 20 talcev, ki naj bi po nekaterih informacijah še bili živi. Mi je pa zanimiva še ena stvar, no, ob vsem dogajanju v Ukrajini in Gazi, ne, pa imamo v Sloveniji še vedno modrece, tako imenovane, ne, v konkretnem primeru govorimo o nekdanjem predsedniku Danilu Tirku, ne, ki pa pametujejo o tem, kako bi pravzaprav potrebovali varnostne garancije za Rusijo, kako bi pravzaprav varnostni svet Združenih narodov moral odločati o takih zadevah, pri čemer je jasno, da je Rusija kot agresor članica varnostnega sveta in ima pravico veta, tako da je v tem kontekstu pravzaprav taka izjava povsem nesmiselna, ampak v prime timeu nacionalne televizije smo lahko slišali tudi to ta teden. Na temo svetovne politike sva bila sicer zelo izčrpna v prejšnji bonus epizodi, torej minulo soboto, tako da naj bo na tem mestu dovolj. Sva pri koncu druge epizode po poletnem premoru. Še enkrat se najlepše zahvaljujemo za izjemen odziv po prvi epizodi. Tudi kar nekaj vas je pisalo, da ste komaj čakali, da se vrneva, tudi midva, ne? Tudi mi, da sva komaj čakala in sva vesela, da sva nazaj. Tako da se gledamo še naprej. Hvala posebej pa še vsem, ki nas tudi aktivno podpirate z naročnino na portalu zanima.me in za vse tiste seveda potem tudi dodatne posebne epizode, kjer se v določene teme še nekoliko bolj poglobimo, tako da vabljeni, da za 5 evrov na mesec oziroma 60 evrov na leto, kolikor to znese, to sta 2 kavi, bolj ali manj v centru Ljubljane, že ne vem, če 2 dobite za to ceno, ne? Za to, da podprete naš medijski projekt in seveda pa posebej hvala vsem tistim, ki to že počnete. Najlepša hvala in nasvidenje na prihodnji petek.